Lepo pozdravljeni. Decembrsko vzdušje je lahko nekaj najlepšega in še največjim godrnjavcem nariše nasmeh na obraz. Da ga pričaramo, pa pravzaprav ne potrebujemo veliko, le razvito domišljijo in nekaj ključnih sestavin. To je pri okrasitvi okolice svojega doma vnovič dodobra izživel Aleš Golež s Pahe. Čeprav smo Paho obiskali ravno na deževen decembrski večer, pa ni bila nič manj bleščeča in praznična. Le bolj mirno je bilo, saj se namreč tja v primernejšem vremenu zgrinjajo trume obiskovalcev. Smo pa ujeli par iz bližnje okolice. Bleščeča se Paha ju vsako leto očara, niti dež ni ovira. Vsako leto, dvakrat, trikrat. Kaj vas tukaj najbolj pritegne? Lučke. Pa trud gospodarja, da je tukaj ima eno volje truda vložiti v tole. To je pač eno veselje za tale božični čas, novoletni čas. O lučkah in dodatkih različnih prazničnih likih, s katerimi v decembru ozaljša svoj dom in okolico, se širi glas daleč naokoli. Ne le po vsej Sloveniji, na ogled namreč prihajajo tudi obiskovalci iz tujine. Drugače pa to postavljam že 12 let, na tej lokaciji je to 5 let, praktično 3 leta nekje, kjer so začeli hoditi ljudje. Vsako leto pride več in več ljudi, tako da praktično prihajajo iz cele Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Italije in tako da je praktično že mednarodnega značaja. Ja. Obiskovalci imajo kaj videti. To je neka zgodba, ki jo ustvarjam vsako leto več. Moram povedati, da tako kot sem lansko leto obljubil, da bo 70.000 lučk več, praktično jih je preko 100.000 letos več. Tako da zdaj smo prišli do ene magične številke, že do 1.300.000 lučk. A ta številka bo šla še naprej, vse do 2 milijonov, je prepričan Golež. Tlej zdaj ratuje zgodba, ki smo jo dodali z različnimi temi, od medvedkov, kočijami, z jaslicami, potem imamo tudi kuhano vino, pa čajčka, da se lahko ljudje malo usedejo, pogrejejo. Potem moram povedati, da letos novost so tudi živali, imamo tudi 5 kozic in 2 zajčka. Sem dobil pa elan, še večji zagon, ker imam še več idej, več misli mi švigajo, kaj bi še novega za drugo leto naredil. Tako da mislim, da bo drugo leto še nekaj dodatnega in upam, da bodo ljudje tudi presenečeni. Pravljični zgodbi so si sicer v minulih letih pridružili tudi sosedje, ki so poskrbeli za okrasitev doma. Letos jih je Golež posebej pohvalil. Pa moram letos pohvaliti, da sta mi tudi veliko pomagala zeta in pa hčere. Moram povedati, da so bili zelo pridni, no pa tudi vnuki, moram reči. Še posebej ta velika dva, Mija pa Mark, tako da so mi tudi vnuki letos pomagali, ki sta stara že 9 let in tudi ona dva sem dobesedno ponosen na njiju. No. In kakšno sporočilo nosi pravljična okrasitev na Pahi? V tej priložnosti, po vsem tem tempu življenja, ki ga ljudje imajo, da pridejo tle gor, da se sprostijo, da občutijo tisto zadovoljstvo, srečo. Pravljična dežela lučk vabi do 16. januarja. Med tednom od 5 do 9 oziroma 10 zvečer, ob koncih tedna pa lučke svetijo, dokler ljudje prihajajo. Konec leta 2023 se nezadržno bliža. Praznični čas je priložnost, da se ozremo nazaj in se spomnimo, kaj ga je najbolj zaznamovalo. Poglejmo, kako si ga bodo zapomnili župani novomeške, šentjernejske, šmarješke in škocjanske občine. Župan največje dolenjske občine Gregor Macedoni leto 2023 ocenjuje kot zelo razvojno in naložbeno naravnano. Leto, v katerem smo zaključevali res nekatere zelo pomembne investicije. Vemo, da smo v tem letu odprli 2 brvi, da smo odprli plavalni bazen, zaključili nekatere infrastrukturne projekte. Predvsem pa lahko povem, da smo, ko smo naredili eno mini inventuro, ugotovili, da smo preko 70 milijonov projektov je bilo ali končanih ali začetih v tem obdobju, torej res eno tako izjemno leto, ki seveda bo vplivalo tudi v prihodnjih
letih, ker smo nekatere investicije šele začeli. Spomnil sem tudi po zakonodajni pobudi za reševanje romske problematike, ki nažalost se zaključijo v Državnem zboru, pa vendar predstavlja nek temelj, da bomo še naprej vztrajali, da mora država začeti to problematiko aktivno reševati. In seveda verjamem, da je še kar nekaj projektov zastavljenih, ki bojo še naprej spreminjali na boljš našo dolenjsko prestolnico. Leto 2023 je bilo prijazno in uspešno za občino Šentjernej, pa je povedal župan Jože Simončič. Vesel sem medsebojnega sodelovanja v Šentjerneju. Tudi kar nekaj lepih projektov je bilo izvedenih, ne omenim celovito ureditev Maharovca, pa prenovo stadiona, pa zaključek investicije, torej celovite ureditve Dolenje Stare vasi. In še kar nekaj manjših projektov se je pričelo. Zadovoljstvom se na iztekajoče se leto, prvo v drugem mandatu na čelu občine, ozira šmarješki župan Marjan Hribar. Zagotovo si bom pa to leto zapomnil po kar dveh investicijah v osnovni šoli, tako osnovna šola Šmarjeta, kot tudi Valdorfska šola Dolenjske, ki je v Šmarjeti, tako da v bistvu to mi je prva misel. Sicer pa eno zelo uspešno leto za občino Šmarješke Toplice, zopet en tak dober razmah turizma, uspešno delovanje naših gospodarskih družb na čelu z skupino G4, zaključek investicije v poslovni coni Kronovo. Medtem ko je ta ključnega pomena za nadaljnji gospodarski razvoj v občini, bodo s skorajšnjim odprtjem obnovljene in dozidane osnovne šole, za katero so pridobili skoraj 1,3 milijona evrov nepovratnega denarja, naposled odpravili dolgoletno prostorsko stisko. Ja, investicija v osnovno šolo Šmarjeta je v bistvu največja investicija v zgodovini naše občine. V bistvu vrednost investicije je preko 4 milijone evrov. Smo pa dobili res eno sodobno in prepotrebno pridobitev. Število prebivalk in prebivalcev, občanov se zelo povečuje v naši občini in v bistvu v šolstvo seveda moramo vlagati. Za uspešno, a obenem pestro pa je skorajda sklenjeno leto označil škocjanski župan Jože Kapler, saj so ga po eni plati zaznamovale naravne ujme, ki so botrovale kar nekaj poškodovanim cestam, zemeljskim plazovom in znatni škodi v kmetijstvu. Če gremo pa na bolj pozitivne stvari, pa nemoteno poteka izgradnja novega večnamenskega kulturnega doma v centru Škocjana in seveda tudi moram reči, da ravno sedaj poteka asfaltacija lokalne ceste od Goriške vasi proti Goriški gori v dolžini 1,5 km in sem zelo vesel, da bomo to investicijo zaključili še letos, ki so ji ti občani tega dela občine Škocjan pričakovali več let. K uspešni oceni leta v Škocjanu sicer največ pripomore izgradnja večnamenskega kulturnega doma. Obsežna gradbeno-obrtniška dela na finančno daleč najzahtevnejši naložbi v zgodovini občine, po pogodbi vredni dobrih 5,3 milijona evrov, se namreč vztrajno prevešajo v sklepni del. Zdaj verjamem, da bo to en velik doprinos prostoru občini Škocjan, vsem društvom, da bo nek dvig kulturne zavesti tudi znotraj našega prostora, pa tudi nazven. To bo ena velika pridobitev in verjamem, da bodo vsi občanke in občani prepoznali, kako pomembna je tudi kulturna infrastruktura, da nam bo dalo še več samozavesti do svoje občine in seveda nazadnje do slovenskega jezika in tudi do naše domovine. Večnamenski kulturni dom, v katerem bodo med drugim dvorana z 250 sedeži, prostorna avla, velika knjižnica, začasno pa tudi oddelka vrtca, bodo namenu slovesno predali o praznovanju občinskega praznika sredi prihodnjega leta. Po čem si bodo zapomnili iztekajoče se leto, smo povprašali tudi župane manjših dolenjskih občin.
Poglejmo, kaj je v 2023 zaznamovalo življenje v Straži, Mirni Peči, Dolenjskih Toplicah in Žužemberku. Straški župan Dušan Krštinc si bo leto 2023 zapomnil predvsem po številnih dogodkih, ki so jih pripravili ali gostili. Med njimi so bili tudi takšni večjih razsežnosti. Seveda si bom zapomnil to letošnje leto tudi po tem, da smo dobili gradbeno dovoljenje, ki je pravnomočno za novogradnjo našega 12-oddelčnega vrtca, da smo tako rekoč nared za gradnjo lesenega mostu v naselje Loke in pa seveda po številnih izvedenih investicijah v občini. Za razliko od drugih županov pa si bo topliški prvi mož občine Franc Volk leto, ki se izteka, zapomnil najprej po zasebni plati. Leto 23 sigurno mi bo v spominu po tem, da sem dobil vnukico, torej da se je moj sine Damjan uredil družino in pa, kot rečeno, vnukico Hano sem dobil. Pestro pa je bilo tudi po službeni plati. V poslovnem smislu pa sigurno je vrtec, ki ga gradimo pri osnovni šoli, ena taka zelo smela poteza, zelo potrebna poteza in naj povem, da veliko krat grem mimo ali celo na gradbišče in pogledam, se to je skoraj tako veliko kot naša sedanja osnovna šola. Res, sem prepričan, da bo lep objekt in kot rečeno v poslovnem smislu sigurno je to izpostavljeno v letošnjem letu in bo tudi v prihodnjem letu. Delamo tudi še vedno na sprejemanju ali pa na oblikovanju občinskega prostorskega načrta. Tudi tukaj nekoliko zamude, pa vendar včasih je potrebno nekoliko se ustaviti, zato da je potem kvaliteta samega izdelka toliko boljša. Mirnopeški župan Andrej Kastelic je zadovoljen, da so dolgoročnejše naložbe spravili v tek. To so projekti, ki bodo nas spremljali kar 2-3 leta, tako da glede na to smo tudi občinske proračune pripravili za 2 leti skupaj. Drugače bo pa najbolj mi nekako ostalo v spominu to, da smo uspeli po kar nekaj letih v zagon spraviti stanovanjsko cono nad postajo, predvsem v tem smislu, da smo zanimirali lastnike, da so pristopili k konzorciju, kateri je bil potem tudi podpisana konzorcijska pogodba in da so tudi sredstva, ki so namenjena za komunalni prispevek preko računa, preko notarja deponirali in bomo z temi sredstvi skupaj gradili infrastrukturo. To pomeni z denarjem iz sklada za okrevanje občinskega proračuna in konzorcija. Nekako imamo terminski plan do septembra drugo leto in na ta način bodo lahko potem ljudje tudi pristopili k gradnji svojih stanovanjskih hiš. Tam je 44 lastnikov, mislim, da bo toliko tudi hiš, tako da mislim, da je na površini nekaj preko 6 hektarjev. Tu bo ena lepših con v Mirni Peči, to je nad postaje, vsi bodo imeli pregled nad celotno Mirno Pečjo. Poglejmo še v Suho krajino. Žužemberški župan Jože Papež nam je zaupal, da so zadovoljni z letom, saj so dosegli zastavljene cilje. Najbolj sem pa ponosen na tiste projekte, ki so za občino Žužemberk in pa seveda za obrtnike, podjetnike tudi zelo pomembni. Govorim pa o coni Jama, ki smo jo financirali iz strani proračuna približno 2 milijona evrov in tudi to cono smo predali uspešno našemu največjemu podjetniku občini Žužemberk, Keko Prema, ki je znana ne samo v občini, v Sloveniji tudi na svetu. Papež je ob koncu leta izrekel še voščilo svojim občanom in občankam. Osebno si želim predvsem, da bojo naši občani, občanke predvsem zadovoljne, zdrave in pa da delamo v duhu sprave in pa seveda, da smo drug do drugega strpni. Leto 2023 je bilo pestro in polno izzivov na vseh področjih. Poglejmo, kako so leto, ki se končuje, videli županja Trebnjega ter župani Ivančne Gorice in občin Mirenske doline. Najprej poglejmo v najbolj vzhodno dolenjsko občino. Za Ivančno Gorico, hitro razvijajočo se občino, je razgibano leto z nekaj velikimi projekti. Nadaljevali smo delo prejšnjih generacij občinskega sveta in tudi v tem letu dosegli soglasje, nekakšno tudi, ker so pač v občinskem svetu zastopane različne politične opcije, pa vendarle na koncu znamo
stopiti skupaj, znamo doseči dogovor. V letu 2023 so uresničili v občinskem proračunu zastavljene cilje. Največja naložba je bila ureditev športnega parka v Ivančni Gorici. Projekt, ki mu ni para daleč naokoli in smo na njega neizmerno ponosni. Pa tudi poseben dosežek je, da imamo vse javne stavbe v lasti občine, zdaj energetsko sanirane. Tudi tukaj smo ena izmed redkih slovenskih občin. Skrb za ceste in drugo infrastrukturo pa je vselej pomembna naloga občine. Gradimo kanalizacije. Pri vodovodih smo na koncu praktično, še zadnje bele lise v občini smo opremili z vodovodom. Tako da seveda ta naloga je tudi uspešno opravljena in smo na to ponosni. Spodbujajo pa tudi prostovoljno delo in delo v skupno dobro, poudarja Strnad. Kako pa je minilo leto 2023 v občini Trebnje? Županja je bila v odgovoru kratka in jedrnata. Leto 2023 je bilo izjemno uspešno. Moram reči, da smo realizirali vse začrtane cilje, tako da sem izjemno zadovoljna ob koncu leta, ko se ozrem nazaj, saj smo res bili zelo investicijsko naravnani in uspešni. Za Tomaža Ramovša je bilo leto 2023 velika preizkušnja, saj je začel prvi mandat župana občine Šentrupert. Bilo kar veliko izzivov v letošnjem letu, vsekakor sem pa vesel sodelovanja tako z občinskim svetom in pa seveda z vsemi občani, da nekako tvorimo uspešno naše sodelovanje in upamo seveda, da bo tudi naslednjo leto poslovno bolj uspešno, ker letos smo res namenili veliko sredstev za naše obveze iz preteklosti. Tudi Franc Glušič si bo leto zapomnil po nastopu županske funkcije in sicer v občini Mokronog Trebevno. Na eni strani na začetku leta soočenje z novimi izzivi in seveda z delom, s projekti, ki so bili v planu, ki so se izvajali in pa seveda tudi zastavitev novih projektov, projektiranje od vrtca do šole, do kuhinje, izvedbo teh projektov, projektiranje sončnih elektrarn, za katere moram reči, da smo zdaj že pridobili vsa soglasja, da smo se javili tudi na javni razpis. Letos so se lotili veliko izzivov. Nenazadnje tako na področju družbenih dejavnosti, šolstva, sprejema nove zakonodaje, odlokov. Nenazadnje pred kratkim smo sprejeli tudi pravilnik o kapnicah v občini Mokronog Trebevno. Soočamo se namreč z pomanjkanjem vode na vodnih vrtinah. Vodni viri, imamo 2 vodne vrtine, počasi ne bosta več zadostni za samo napajanje naselij. Na drugi strani se ukvarjamo s poplavami v Mokronogu. Glušič je omenil še projektiranje ceste mimo osnovne šole in v Hrastovici ter načrte za gradnjo doma starejših občanov v središču Mokronoga. Župan Dušan Skerbiš si bo iztekajoče se leto zapomnil predvsem po pospešeni gradnji, ki se odvija v občini Mirna. To se pravi tako obvoznica kot tudi večstanovanjski bloki. Seveda upam, da bo v kratkem se začel graditi tudi trgovski center. Se pravi, na Mirni se gradi, Mirna se razvija in Mirna bo postala malo mestece. Sama obvoznica, ki je v lanskem letu zagledala zeleno luč in ki se celotno leto gradi, je v prvi fazi gradbenega dovoljenja že dokončana. Seveda dela se nadaljujejo v prihodnjem letu in bodo dočekala konec tudi s tem, ko bo celotna obvoznica dana v promet. Tako da Mirnčani smo veseli in zadovoljni, da je Direkcija za ceste prisluhnila potrebam občanov. Upajo, da jo bodo po desetletjih čakanja le pridobili. Sem pa vesel tudi, kajti gradijo se novi stanovanjski objekti, nove hiše na Rojah, gradi se cesta oziroma nova stanovanjska cona v Žapožah, v poslovno cono, za katero smo prejeli tudi mednarodno priznanje, bodo zrasla še nova podjetja.
Mirna tako Skerbiš je s tem na dobri poti, da postane večje središče in še bolj prepoznavno. Za konec pa še glasbi. Članice Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice so dejavne ne le pri peki in prireditvah v občini, ampak skrbijo tudi za kulturni utrip v kraju. Njihova folklorna skupina Izvir je namreč pred kratkim proslavila 15-letnico delovanja v sklopu društva. Folklorna skupina nastopa na revijah in prireditvah po vsej Sloveniji. V letu 2019 je dobila ime Izvir. V skupini je zdaj 19 članov, ki jih spremlja Aleš Grahek. V 15 letih so doživeli marsikaj lepega, je v nagovoru povedala koordinatorka skupine Breda Fink. Vsi nismo za vse, ampak skupaj pa zmoremo vse. Kajti folklora v našem življenju piše posebno poglavje, saj združuje voljo in ohranja našo ljudsko izročilo, hkrati pa še zdravilo za našo dušo in telo. 14 plesalk se je prvih plesnih korakov naučilo od Jane Vovk. Leta 2011 je mentorstvo prevzel Franci Šprajcer, koordinatorka pa je postala Finkova. Nekaj plesalk se je v tem času zamenjalo, pridružili pa so se jim tudi moški. Vsi, ki radi plešemo, smo po srcu veseli, hkrati smo tudi povezani tako kot bratje in sestri. Ne glede na to, ali smo na desnem bregu ali na levem bregu Izvira, na koncu pridemo skupaj in naše misli ostanejo enake. Na prireditvi, ki so jo naslovili 1, 2, 3 se poje in vrti, so poleg folklorne skupine Izvir nastopili ljudske pevke Rožce, DPŽ Dolenjske Toplice, folklorna skupina Društva kočevarjev staroselcev, folklorna skupina osnovne šole Vavtavas, otroci iz vrtca Gumbek, folklorna skupina Božo Račič Adlešiči in bučenski ramplači. Slavnostni govornik na prireditvi, župan Franc Vovk, se je folklornikom zahvalil za njihov trud in ohranjanje tradicije. Vsak korak, vsak plesni gib je izraz zavezanosti članic in članov folklorne skupine Izvir k ohranjanju bogate dediščine. Njihovo ustvarjanje in njihovi nastopi povezujejo vse nas v skupnost, ki nas kljub naši majhnosti v obsegu dela za edinstveno. Ponosni na prispevek skupine Izvir pri ohranjanju kulturne dediščine na področju folklore in ljudskega izročila so tudi na javnem skladu za kulturne dejavnosti. Ples že od nekdaj pomeni nekaj veselega in družabnega, saj združuje in povezuje vse generacije. Ponotranjanje in posledično ohranjanje slednjega oblikuje tradicijo. Tradicijo druženja, plesa in petja slovenskih melodij in besedil. Spoštovati in prenašati to tradicijo pomeni biti ponosen, da si kot posameznik del tako čudovite družbe.
Na tokratnem praznovanju so se javnosti prvič predstavili v celotni kostumski podobi, saj so ženskim nošam, ki so jih že imele, dodale še moške. Oboje so izdelali po podobah dolenjskih noš iz prve polovice 19. stoletja. Za konec nam ostane le še voščilo. Želimo vam prijetne zadnje dni tega leta. V novega pa vstopite z optimizmom in predvsem zdravi. Srečno!